Dominik, tretjič v Vatikanu, uspešno tukaj s slovenskimi orhidejami. Kakšni so občutki? Ja, občutki so fajn, ne? Na pot sem krenil včeraj v jutranjih urah iz Prekmurja, naložil slovenske orhideje. V podjetju Ocean Orchids smo ponosni, da smo lahko del tega projekta, ne? Da s tem tudi malo Slovenijo predstavljamo. Zdaj bomo pa dostavili orhideje v rastlinjak, pa se bo začela okrasitev. Tako, čez praktično 2 minuti bomo začeli raztovarjati slovenske orhideje in pokazali tudi ta potek. Tukaj pred nami so posebne Smitter Oasis gobe. Imamo krasne naše prekmurske orhideje iz Ocean Orchids in takole jih bomo potem ustavili v same odprtine. Te dekoracije so pravzaprav zelo trajnostne, zaradi tega, ker so lahko dlje časa orhideje v svežem stanju, hkrati pa je tudi goba biorazgradljiva. Tako da vsi skupaj pazimo na trajnost in na skrb za naravo. Za večino javnosti je vedno zanimivo vprašanje, kako se je vse skupaj začelo. Leta 2011 sem na podlagi enega članka, ki sem ga prebral v časopisju, poslal mail na slovensko ambasado tu pri Svetem sedežu in prvič so nam uredili, da smo prišli samo pogledati. Ko smo prišla iz Sabino prvo leto sem in ko so naju spoznali, z kakšnega testa sva pričela tudi z delom, in tako je prišlo povabilo potem tudi v vseh nadaljnjih letih. Da se je zgodba tako dobro prijela, kot se je, da sva vsako leto povabljena, da se znova udeleživa tega krašenja in da je veleposlaništvo tisto, ki uredi vso komunikacijo, ki je pri tem potrebna, je zagotovo, bomo rekli temu, ta strokovni entuziazem, ki naju žene in tisto, kar naju tudi poganja sicer v življenju. Na ta način sva vsako leto dobrodošla. Zadnja leta prihaja z nama tudi Andreja Bartol-Bele, kolegica z Novega mesta, in tako smo Slovenci trije, ki zastopamo našo državo in na ta način predstavljamo stroko tukaj v Vatikanu. Sem v delavnici v Vatikanski vrtnariji in za mano je en del dekoracije, ki bo pred glavnim oltarjem na tleh. Namreč letos je dekoracija glavnega oltarja popolnoma drugačna. Prvič se pravzaprav obnavljajo Berninijevi stebri, so vsi zakriti, tako da je dekoracija na tleh veliko bolj polna. Dodali bomo še nekaj hortenzij v samo bazo, potem pa jutri zgodaj zjutraj vsa dekoracija na pot, namreč pripeljati se more iz vrtnarije v baziliko. Najprej se uštevilči te metre, zato da se jih potem razstavi, sestavi in nazadnje, kot pika na i, bomo dodali slovenske orhideje, ki smo jih predhodno pripravili kot rezano cvetje. Dekoracije so zanimive, drugačne, barvne, barve se dopolnjujejo, tako da lahko rečemo pisana velika noč. Dekoracijo za veliko noč v baziliki Svetega Petra smo zaključili. Uporabili smo ogromno cvetja, različnih barv, rezultat je za mano, ampak kot vedno je dekoracija pri Mariji v beli barvi, tokrat v družbi slovenskih orhidej.